tudi pri nas je, veste, mi smo blizu Nemčije, homeopatija je hitro prišla k nam. Ne? Hitro se širi, večinoma so se z njo ukvarjali duhovniki. Tudi plemstvo, tudi neki zdravniki, ki so spodaj našteti. In izobraženci, na primer Metelko. Ne? Metelko, ki je avtor Metelčice, ki ga Prešeren ni glih ubrajtal, mu je napisal takole zbadljivko. Ne? Spod Metelčica leži, ker ji vsi homeopati niso mogli pomagati. Ne? On ni bil glih za homeopatijo. Veste, že takrat so bile storije popolnoma enake. Eni so bili strašno proti, eni so bili zelo za in zmence pa niso nekakor mogli. Prior usmiljenih bratov Matej Faust Gradišek, tega sem zbral, ker je bil en Kerls, ki je bil orang, ker je živel tukaj blizu in delal v Šmartnem pod Šmarno goro. Enkrat v enem letu je imel skoraj 10.000 pacientov, pobiral je samo prostovoljne prispevke. In ko je prišla tista kolera, ki smo se že pogovarjali, v Slovenijo, v Ljubljano, je bila smrtnost taka kot vse povsod. On je zdravil takrat 220 bolnikov, 5 mu jih je umrlo. Takrat je bil doktor Lipič, kot danes kakšen strasten nasprotnik homeopatije v krogih šolske oziroma konvencionalne medicine in sta imela skozi malo driblanja. On se je moral zagovarjati pri svetnih oblasteh, da dela, pri cerkvenih oblasteh, kaj počenja, ampak imel je neveze. To so zanimive štorije. Ker v Avstrijskem cesarstvu je bila med 1819-1837 prepovedana homeopatija. In v praksi pa se je homeopatija morda še celo bolj izvajala kot tako. In veste, enkrat je prišel cesarski, cesar Leopold, mislim, ne me za besedo parjal, v Ljubljano na obisk, 1831 mislim, da je bilo. In doktor Lipič in njegovi somišljeniki so tekli k njemu in rekli, deli pakle homeopatijo delajo, dajte kle narediti rit. In on je rekel, jaz ne bom prepovedal zdravnikom, naj zdravijo po svoji vesti. Ampak, veste, špecanje pri vrhovnih oblastnikih, tam nek delač, to je slovenski nacionalni šport malo, ne? Tudi takrat je bilo to tako. Zanimivo, nič kaj drugače, kakor je bilo. In Nina Židov, doktorica, etnologinja, je napisala en orang dober članek o slovenskih duhovnikih, homeopatih, v 19. začetku 20. stoletja, v reviji Etnolog, dobite jo na spletu, če bi si kdo želel malo več prebrati. Ne? En zelo pomemben duhovnik, ki se je s homeopatijo dosti ukvarjal, je bil Blaž Potočnik, župnik v Šentvidu, blizu, narodni voditelj, najbrž ga vsi poznate, in stolni pridigar. Popred si pevec bil, ne, ker je bil pesnik, zdaj homeopat, popred časa bil, zdaj si življenja tat. Tudi to je napisal doktor France Prešeren. Teli, ki so našteti v Novem mestu in tako naprej, so tako zagotovo dokumentirano, da se je vsaj 50 duhovnikov ukvarjalo s homeopatijo, tudi nekateri misionari, Franc Pirc v Michiganu med Indijanci in Ignacij Knoblehar v Sudanu. To je iz enega njegovega pisma. Knoblehar, ki je imel s sabo homeopatiško lekarno, jemal je, lejte, akonitum, beladono, o tem se bomo danes pogovarjali, nux vomico, ipecacuanio, pulsatilo. Bomo vse te stvari obdelali pol.